Ustvarjalci oddaje imamo v iskanju novih, zglednih ambientov svoje lovke usmerjene v vse možne smeri. Za dobre primere radi vržemo oko tudi na družbena omrežja, kjer se da najti ljubiteljske opremljevalce, ki si zaslužijo še več pozornosti. Tukaj je primer stanovanja, ob katerem se lastnikom gotovo nasmeji vsakokrat, ko vstopijo ven. Tudi zato, ker denarnica ni preveč trpela. Na Košakih pri Mariboru si bomo ogledali dom mlade družine, ki je šla v nakup hiše skupaj s svojimi starši. Komaj čakam, da si pogledamo tole zelo fotogenično, pravzaprav instagramabilno stanovanje. Urška in Marino, povejte nam zgodbo, kako ste prišli do ideje, da bi hišo kupili in se vselili skupaj z Urškinimi starši? Ja, v bistvu, ponavadi je ravno obratno, ne? Ja. Pa mislim, da se je moj oče celo pohecal enkrat samo. Bomo kar skupaj kupili, pa bo mir. Marino, kako je bilo sprejeti sobivanje s taščo in tastom? Super sta, oba sta legende, tako da se razumemo. Malce tudi praktično, babi in dedi servis imeti en štuk knjiže, ne? Ja, to je to, doskrat prav prije. Vidi se zelo nadaleč, da je tukaj doma nekdo z izjemnim občutkom za estetiko, z veliko veselja za dekoriranje. Ampak zato nas pa zanima, v kakšnem stanju ste vidva tole dobila? Kaj je bilo treba vse narediti? Malo vodovoda, malo elektrike, pa dosti barvanja, dosti pohištva. Aha, to meni čisto v osnovi. Razkopavati je tudi bilo treba, Razkopavati tudi, malce obnoviti. Podiranje sten. Podiranje To ti je bilo sten. najljubše, verjetno. Ja. Vidi se, da imata tudi zelo resen Instagram profil, kjer nam kažeta tele lepe slike. Me zanima, je to prišlo po poti, ko sta opremljala tole lepo stanovanje, ali je to že odprej tlela želja in potem to stanovanje posledica prejšnjih strasti? V bistvu strast je pač pri meni že zelo dolgo. Ampak ko smo nekako kupili to hišo, pa potem, prej smo bili vedno v najemu, ne, in si tudi nismo mogli privoščiti ravno takih sprememb. Tukaj pa smo res imeli priložnost in sem začela potem objavljati slike posameznih kotičkov. Zdaj pa je to že kar ena taka fajn skupnost nastala iz tega. Tako da ja, dobro so sprejeli te slike, te objave, tako da sem v bistvu res ful vesela, no. Iskreno, kako pa je, če ima partnerica toliko dobrih idej, nekdo jih mora pa potem realizirati? Ja, zna biti kar naporno, ne. Ampak vse se v dobro vzame. Pa veš, kaj moraš reči? Happy wife, happy life. Ja. Srečna žena, srečno življenje. Ja. Urškin slog opremljanja je eklektičen. Sama pojasnjuje, da se ne mara oklepati le enega sloga, temveč je v izziv kombinirati stvari, ki morda na prvi pogled ne spadajo skupaj. Pravi tudi, da ima rada nevtralno obarvane stene in večje kose, zato da potem lahko menja dodatke glede na letne čase. Mimogrede, Urška, kje najdete, kje iščete ideje? Največ mogoče res po raznih tujih, ameriških, ponavadi blogih. Zelo rada prebiram pač bloge, ne samo da brskam po lepih slikah, tudi dosti idej pa na svetu se najde tam. Drugače pa se mi zdi, da tudi najdeš inspiracijo, ne vem, ko greš na sprehod z otroki, ko, ne vem, pač gledaš različne stvari, mogoče barve, kako med sabo funkcionirajo tudi v naravi, pa jih potem vneseš. Tako da meni se zdi, da je inspiracije vse polno, pa absolutno tudi vaša oddaja, tudi TV ambienti so polni nekih idej, tako da se najde v glavnem ogromno vsega. Iz hodnika se stopi v osrednji prostor, v katerem sta kuhinja in jedilnica. V njem se družina največ zadržuje in tudi zato so se odločili, da bodo tla, dokler se otroci okrog kuhinjskega otoka lovijo s poganjavčki, kar iz vinila, ki je neobčutljiv za tovrstne obrave. Edina temna stena v stanovanju je črna stena za posteljnim vzglavjem. Na nasprotni steni pa je stena v slogu Naredi sam, ki je na pogled kot grafična tapeta. V resnici jo je Urška pobarvala sama in sicer kar s kuhinjsko gobico. V otroški sobi opazimo romantično tapeto in baldahin nad pogradom. V tem malem raju se otroka počutita odlično. Predvsem pa ni nikoli dolgčas, saj mamica poskrbi, da se vedno kaj novega dogaja. Če ne drugega, se loti barvanja pohištva. Pograd in hišica za lutke sta pred kratkim doživela pastelno preobleko. V otroški sobi je veliko kosov serijske proizvodnje, ampak to midva vedno tako si damo en izziv, pa poskušamo kak kos tudi predelati, da ne izgleda tako generično.
da je malo bolj posebno, pa ponavadi se izkaže, da so ravno ti kosi, potem kosi, o katerih se pogovarjamo. Zanimivo. Greš v trgovino, kupiš novo pohištvo, potem ga začneš pa predelovati doma. Ja. Poga pa na pol razžagaš, pa spet zlimaš pa. To je to. Za lepo opremljeno stanovanje ni nujno zapraviti celega premoženja. Če ima človek voljo in talent, se da marsikaj tudi predelati, tako da je na koncu videti unikatno. Urška in Marino prisegata na ustvarjalne rešitve. Tu in tam pa si kupita tudi kakšen malo dražji kos, s katerim začinita podobo prostora. Ampak a je kdo od vaju iz tega foha, iz te stroke? Ne, noben od naju ni iz tega foha. Je res, da mene to res zelo dolgo že veseli. Mislim, da sem jaz bila v osnovni šoli včasih kak ponedeljek, ko smo prišli v osnovno šolo, pa smo se pogovarjali, kaj smo delali čez vikend. Pa sem jaz rekla, jaz pa ful sem se imela fajn, lepo sem celo sobo si obrnila, pa sem predstavljala pohištvo, pa pobarvala steno in so me samo vsi gledali, kaj? A to je bilo fajn? To je res, ko sem jaz prvo njeno sobo videl, za radiatorjem od zadnje tam je bilo enih 7-8 barv, plasti sem videl, tako razpoke. Ja, to zdaj pomeni, da nisem dobro pobarvala, vidiš, ne? Drugače pa ja, jaz sem drugače diplomirana fizioterapevtka, ampak sem nekako pač ugotovila, da me vseeno vleče nekaj druga in sem se pač podala na to pot. Na Instagram profilu je bil pač čedalje vedno boljši odziv, pa dobivala sem tudi veliko vprašanj, sporočila v smislu, joj, pa ti bi meni tu samo en na svet, malo bi mi svetovala, kaj naj s tem prostorom naredim. Pa sem rekla, mogoče pa je v tem ravno čar, ne? Da bi mogoče pa se začela s tem ukvarjati, itak to me ful veseli, vidim, da je povpraševanje, samo dalje, ne? Zadeva postaja resna. Ja, vsekakor so to sanje, ne, enkrat.